pozdravljeni. Tole lepo spomladansko sonce nas je zvabilo na sprehod. Tole iz zavetja dnevne sobe smo prišli v mraz. Mrzel veter veje. Nismo dolgo zdržali. Punce hočejo domov. Takole v zavetja domačega raže bo lažje. Res ni čudno, da so punce tako silne domov. Zunaj namreč tako mrzel severnik piha. In ko so prišle domov, so veselo šle pod odejo in so spale. Tudi mami skoraj z njimi. Zdaj imamo malo časa. Ja. Res, tako hladno je zunaj, da nismo danes srečali skoraj nikogar. Še tistih ne, ki so najbolj zagreti za delo okrog hiše v tem času. Sicer pa doživljam ta čas kot čas milosti. Čeprav velja ta splošna izolacija, imamo vendar možnost sprehodov. In na sprehodih se precej srečujemo. Tudi z ljudmi, ki se običajno nismo, ali pa smo se, pa nismo niti izmenjali besed. Zdaj pa je takih besed kar veliko. Pozdravov veliko, nasmehov veliko. Zato se mi zdi to poseben čas. Bolj se opazimo en drugega. Tudi bolj moramo poskrbeti en za drugega, za starše, za kakšne sosede. In to je spet možnost, kjer se pokaže tisto, kaj Bog želi od nas. Zato spremenil se nam je s tem tudi tempo življenja. Doma smo se sicer na ta tempo že malo prej začeli privajati zaradi bolezni, ki je prišla. Ampak ja, to je čas, ko bolj sodelujemo. Nekako tudi doma se bolj opazimo en drugega. In jaz mislim, da tudi z vsem tem ima tudi post bolj pravo mesto v našem življenju. Več lahko razmislimo o tem, kje smo, kaj moramo še popraviti, imamo še čas, komu moramo še odpustiti, s kom je prav, da se pokličemo, da si povemo kaj lepega, da opazimo nekaj lepega na sozakoncu, na primer, na otrocih, tudi na sosedih, tudi na tistih ljudeh, s katerimi se mogoče nismo razumeli. Ja, zato se mi to zdi tak poseben čas. Čas milosti. Ni vse slabo. Ja, res je zdaj tak milosten čas. Čeprav se bo marsikdo obregnil to, kako milosten čas, že 3 tedne so cerkve zaprte, ne moremo pred tabernakelj, ni maš. Ampak ali je to problem nas ljudi, ki imamo svoje okvirje in postavljamo Bogu te naše okvirje? Mu ne zaupamo. Škoda. Kajti Bog nam v svoji širini podaja nešteta možnosti, da lahko pristopi On k nam in mi k njemu. Ni samo to, kar bi mi radi. Če bi bilo tako, kot bi mi radi, bi bilo verjetno, rečemo temu milo, kaos. Ampak Bog vodi naše življenje krasno. Tudi takrat, kadar se počutimo izigrani. Ko se zgodijo stvari, ki nam niso najbolj povšeči. Ni dolgo nazaj, ko me je kot strela z jasnega zadela diagnoza rak na debelem črevesu. Kaj zdaj?
Prva misel, preizkušnja. Naslednja, citat iz Jakobovega pisma. Kadar pridete preizkušnje, imejte to za čisto veselje, kajti šele preizkušnje ustvarja stanovitnost vere. Ja, Gospod, kako lepo priložnost si mi dal, da sem sprejel to preizkušnjo, ravno zato, da bom videl, a je moja vera res takšna, kakršno si želim. In v trenutku sem bil pomirjen. Videl sem preprosto, Gospod, ti me imaš rad, jaz sem ti predal svoje življenje. Torej, česa bi se bal? Če sem svojo zemeljsko poslanstvo dovršil, me boš vzel k sebi. Če je to samo vzgoja, hvala zanjo. Če pa je od hudega, pa itak proti tebi ne more nič. Po dobrih 3 mesecih se stvar umirja. Operacija je uspela, zdraviliški čas je mimo in počasi prihajamo stare tirnice. Torej, Gospod, ti si naredil veliko dela, pa ne samo meni. Občestvo je bilo z mano, nešteto ljudi, ki so molili zame, me predajali v Božje roke, kar je še več. Bili smo skupaj, čeprav se nismo videli. In ravno tu vidim tole neizmerno množino ljudi, ki se trenutno ne morejo srečati v cerkvah. Lahko pa molimo eden za drugega. In če tako še globlje doživljamo to Božjo bližino. Gospod, ti nam tudi prinašaš svojo besedo. Prinesel si jo na zemljo, da lahko po njej živimo. Daje nam neizmeren zaklad, ne samo na svetu, ampak živih besed, ki nas v vsakem trenutku nagovarjajo, ki nam dajo moč, da lahko preživimo v svoji človeški bedi. Ti, Gospod, imaš takšne prijeme, prav čudne. Ampak, Gospod, lahko te samo prosim, daj, da ti bom zaupal vedno in v vsakem trenutku, kajti ti si res mogočen. In jaz te včasih v svoji človeški majhnosti hočem spraviti v svoj okvir. Gospod, pomagaj mi, da te bom videl, ne bom te videl, nikoli ne bom videl celega, ker si prevelik. Daj, da ti bom dovolil, da si velik. In če bomo Gospodu pustili, da je velik, bomo lahko šele zaživeli svoje pravo krščansko življenje, polno zaupanja do Boga, ki je neskončen. Pa lep pozdrav. Srečno.